Dober večer. Veliko lepega smo že danes slišali. Ja, za srečo se moramo vsakodnevno potruditi, odločiti in tudi za to, kaj narediti. Vsak izmed nas ima svobodno voljo, kaj bo čital, koga bo poslušal, kaj bo gledal, kaj bo govoril, kaj gre iz njegovega srca ven in kaj bo delal s svojimi rokami in kako bo hodil po tej zemlji. 100% smo odgovorni za vse naše misli, za vsa naša dejanja in tudi predvsem za to, kaj vsak dan poslušamo, prebiramo, govorimo. To je izredno pomembno. Osebno sem začela čitati Sveto pismo v pozni starosti. Če bi ga čitala v mladosti, bi mi bilo veliko trpljenja prihranjenega. To vam iskreno povem. Sveto pismo je bilo in je še marsikje prepovedano, da se ga čita. Zato, ker je to knjiga življenja. Je kar debela knjiga. Bodite iskreni. Ste jo danes čitali? Ste jo odprli in prebrali? To je beseda živa v tej knjigi. Beseda življenja. Beseda modrosti. In kdor je bolan, imam en dober nasvet za njega. Ljudje okrog nas imajo razne zdravstvene težave. Nekoga boli glava, nekdo ima hepatitis, nekdo diabetes, nekdo previsok pritisk, nekdo ima težave z jetri, nekdo z živci, nekdo z nogami, nekdo z očmi, nekdo z ušesi. In vendar se lahko vprašamo iskreno, ali obstaja zdravilo za vse te moje zemeljske težave? Ali me lahko neha želodec boleti, ko pojem hrano? Ali lahko odložim očala in bom ponovno videl? Ali bom lahko ponovno slišal, tako kot nekoč, ko sem bil še otrok in razmišljal kot otrok in delal kot otrok? Ali obstaja zdravilo za vse te naše zemeljske težave, pa tudi duhovne narave? Imamo kar nekaj ljudi, ki imajo težave. Slovenija je znana po tem, da trenutno uživa ogromno depresivov. Tablete za depresijo. Zakaj? Verjemite mi, niti eden od teh ljudi ne bere Svetega pisma. Ker če bi ga, verjemite mi, da bi bil zdrav. 100%. To pismo je steklenička. To je zdravilo. In na tej steklenički piše: berite me vsak dan 3-krat, po jedi ali pa pred jedjo. In verjemite mi, da v roku enega tedna do 3 mesecev bodo vaše težave izginile.
Ker Božja beseda zdravi. Resnično zdravi. Veliko ljudi to ne verjame. To pa zato, ker ne berejo Svetega pisma. Ker če bi ga brali, bi beseda, ki bi jo prebrali pozorno, s srcem, ne da bi vmes poslušali še muziko, ne da bi se še pogovarjali vmes, ne da bi gledali televizijo še vmes, ne, da bi jo brali s pozornostjo, s ljubeznijo, 100% pozornostjo. Preverite, če imate kakršnokoli težavo v tem trenutku. Jaz verjamem, da ne berete Svetega pisma vsak dan 3-krat na dan. Zdravnik vam predpiše zdravljenje, to in to, tableto 3-krat na dan pojedi, 20 minut prej ne smete jesti, 20 minut kasneje pojedi ne smete še jesti, potem pa lahko vzamete določeno zdravilo. In zdravnike ubogamo. Oni so avtoriteta. In to, kar na steklenički piše, ljudje se držijo receptov. Ker pogledajte svoje prijatelje in jih vprašajte, koliko zdravil jejo. Verjemite mi, da vsak ima težave z zdravjem. Je tudi zdravila in to farmacevtska. In farmacija bogati. Tole je pa steklenička zdravja, brez stranskih učinkov. Preverite. Danes začnite pred spanjem. 10 do 20 minut. Berite. In jutri zjutraj, ko se boste zbudili, pred zajtrkom, berite 15 do 20 minut. Je brezplačno. Brez stranskih učinkov. In deluje. Preberite najprej, zapišite si vsi, ki poslušate. Pregovori, 4. poglavje, od 20. do 24. vrstice. Pa ne enkrat. Jaz osebno sem ga mogla prebrati kar velikokrat. Zato, ker sem rasla brez Svetega pisma. V moji družini se Sveto pismo ni bralo. Moj oče je bil proti Svetemu pismu. Resnično proti. In doma je bilo veliko zdravstvenih težav. Tudi jaz sem jih imela, ker nismo imeli Božje stekleničke na polici, še manj pa smo jo brali. Kaj mislite, zakaj skozi zgodovino so preganjali ljudi, ki so širili Sveto pismo? Celo ubijali so jih. Mi pa imamo svobodo izbire, da jo lahko beremo. Lahko jo kupimo v knjigarni, če jo še nimamo. Veliko je ljudi, ki jo podarjajo Sveto pismo. Svetopisemski tečaji so. In vendar te stekleničke za popolno zdravje celemu telesu ljudje ne razumejo, in ker ne razumejo, tudi tega zdravila ne jemljejo. Resnično ne. Kot sem že omenila, pregovori, 4. poglavje, to je poglavje modrosti, od 20. do 22. vrstice pravi sledeče. Sin moj, lahko tudi preberemo otrok moj ali hčerka moja. Če ste moškega spola, je v redu, sin moj. Če ste
še mladoletni otrok moj, če ste pa tako kot jaz, ženskega spola, hčerka moja, pazi na moje besede. Pazi na moje besede. Pazi na moje besede. Če vidimo prometni znak stop, se ustavimo. Če pa vidimo v Svetem pismu napisano besedo, pazi na moje besede, tudi to nekaj pomeni. Redko kdo sliši Božjo besedo, zato jo moramo prebirati. Kdor sliši Božjo besedo, je srečen, je svetnik na zemlji. Resnično svetnik. Ker svetniki slišijo. In če še poslušajo Božjo besedo in živijo Božjo besedo, potem so popolnoma zdravi. Nagni svoje uho k mojim izrekom. Ušesa, imamo dvoje ušes in nasvet je, da nagnemo svoja ušesa k Božjim izrekom, ker pomeni, moramo skloniti glavo in prebirati izreke. To je ponižnost pred Božjo besedo in pred Božjo voljo. Koliko ljudi je toliko ponižnih, da skloni glavo in bere Sveto pismo 3-krat dnevno, kot steklenička zdravila za naše ozdravljenje, kakršnihkoli težav, ki jih trenutno imamo. Naj ti ne uidejo izpred oči. Kaj to pomeni? Najprej moramo seveda slišati, nagniti glavo, prebrati, spoznati in potem to gledati, ko hodimo skozi življenje, da gledamo Božjo resnico, da ne verjamemo lažem, časopisom, televiziji, da ne verjamemo manipulantom, ljudem, ki želijo služiti na račun naše naivnosti in neznanja. Poznati moramo resnico, da ne bomo nasedali, da ne bomo delali to, kar je od tega sveta, ker modrost tega sveta ni Božja modrost in obratno. Izreki iz te knjige, ki je kar debela, to je Stara in Nova zaveza. Ne morejo biti pred očmi, kar pomeni, da jih moramo prebirati. Vsak dan. 3-krat dnevno. Pred ali po zajtrku, pred kosilom ali po kosilu, pred večerjo ali po večerji. Steklenička za naše popolno ozdravljenje. Te besede in izreke moramo hraniti v svojem srcu. Tudi to piše 4. poglavje od 20. do 22. vrstice. Zapišite si to. To je najbolj pomemben del Svetega pisma za tiste, ki ste bolani v tem trenutku, ki želite ozdraveti brez stranskih učinkov, ki ne želite farmacije podpirati, ker ona bogati na račun zdravil, ki jih izdeluje in ki imajo stranske učinke. Ja. Ljubiti je treba Božjo besedo. Jo hraniti v svojem srcu. Kajti vsi izreki, vse besede
so življenje vsakemu izmed nas, ki najdemo to besedo življenja. In so zdravje celemu našemu telesu. Celemu. Bog ni ustvaril bolezni. Bog je ljubezen, Bog je življenje. In če želite ozdraveti od vseh vaših tegob zemeljskih, imate Sveto pismo, to je steklenička za vašo ozdravitev. Hvala lepa za vašo pozornost.